Ok, evo. Smo tudi live na Facebooku, tako da ljudje nas lahko spremljajo prek Zooma, ali pa Facebooka. Lepo, pozdravljeni vsi na današnjem webinarju, na drugem webinarju v letu 2025 strani Slovenskega veganskega društva. Zdaj, mogoče čisto za začetek, fino je, če imate vsi udeleženci napisano tako ime kot ali vsaj prvo črko priimka ali pa kar cel priimek zaradi nagradnega žreba, ki nas čaka na koncu webinarja. Pa v vprašanja bi mogoče na koncu odgovarjala, razen če bojo kakšna zelo na mestu za vmes. Če pa kakšna ostanejo tudi kasneje po webinarju, pa kadarkoli na info@vegan.si. Zdaj bi pa kar v bistvu čimprej začela govoriti s svojimi ekstra zanimivimi sogovornicami. Jaz sem zelo navdušena glede tega danes. In sicer so z mano danes Tjaša Ribič, Nina Bavdek, Anja Geč, potem Eva Sušin in pa Jelena Cvetkovič-Arkanovič. Tako da dobrodošle vse. Zdaj, jaz bi mogoče kar čimprej začela z vprašanji, samo zaradi tega, da bomo se prebili čez teh 22 vprašanj, ki sem jih pripravila. Samo trenutek še, evo. Zdaj, mogoče za začetek bi bilo kar dobro, da jaz sem vas samo poimenovala, predstavitev pa v bistvu vam prepuščam, ker moje prvo vprašanje bi bilo v bistvu, kako ste se vi znašle na tej veganski poti, zakaj ste se odločili postati veganke, pa zakaj je prišlo do teh kanalov, ki jih imate, blogov, raznih kuharskih knjig in delavnic. Zdaj pa, katera bi rada začela? Mogoče kar Jelena s tabo začnemo, se mi zdi, da sva prve delale tale test zvoka, videa. Lahko. Pozdravljeni vsi skupaj na temle webinarju. Ja, moja zgodba je mogoče malo daljša, mogoče malo več ima nekih vmesnih zgodbic. Začelo se je iz sočutja do živali, kasneje še iz nekih ekoloških vidikov, kar se mi je samo potrjevalo, in tako sem bila prvo veganka, spoznala moža, ki je zaradi zdravja prešel na vegetarijansko hrano. Ko se nama je pa rodil sin, smo pa opazili, da ima veliko alergijo, in smo potem zaradi zdravja, celotna družina je prešla na vegansko prehrano, tako da smo družina, tričlanska družina, ki se popolnoma prehranjuje vegansko, in otrok je Bor, je zdaj 12 let star. Nikoli ni še probal mesa, niti nobene živali, niti mlečnih izdelkov. Tako da cela družina se prehranjuje vegansko in to je ena taka naša zgodba. Torej, kar vse je skupaj pomešano, iz sočutja, ekoloških razlogov in seveda pa še zaradi zdravja. Super. Ne vem, Tjaša, boš ti nadaljevala? Če poveš svojo zgodbo. Okay. Ja, tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Tjaša, sem po poklicu dietetičarka in lahko bi rekla, da sem ustvarjalka kulinaričnih vsebin na socialnih omrežjih. Zdaj, moja pot se je začela v času študija. V tem obdobju sem sicer že nehala uživati mleko in mlečne izdelke, ker mi pač takrat niso ustrezali. Potem sem pa začela malo bolj poglobljeno študirati o prehrani in prebrala par strokovnih knjig. Ena od teh je bila tudi kitajska študija in Proteinoholik. Pač takrat so mi te dve knjige dale ful za misliti. Imela sem pa tudi eno cimro veganko, tako da smo se že dosti pogovarjali o tej temi in tudi parkrat kaj skupaj skuhale. Tako da ja, potem sem pogledala še en dokumentarec od Garyja, mislim, da je The Best Speech You Will Ever Hear. In potem sem se odločila v bistvu kar čez noč, da to je to. Ne bom več uživala živil živalskega izvora, in tako sem v bistvu potem začela z veganstvom. Odlično, ja, se mi zdi, da je Gary tista leta kar velike razlike pri marsikomu naredil od nas. Evo, Nina, mogoče ti nadaljuješ? Živjo, jaz sem Nina,
Moja pot veganstva se je začela v bistvu, mislim, da 2013. Sem bila tudi prej nekaj časa na vegetarijanski, ker je moj telo postopoma začel zavračati meso. In se je takrat kolegica pa njena mami sta se prijavila na prvi, po mojem, da tale 30-dnevni veganski izziv in sta se odločili, da to je to. Čez pol leta sem jima pa še jaz sledila. Tako da takrat sem šla potem v knjižnico in tam je bila samo ena kuharska knjiga z veganskimi recepti in mislim, pri nas je bilo takrat toliko malo ponudbe. Sem že takrat dobila idejo, da enkrat bom pa jaz mogoče nekaj takega naredila, ampak da bo bolj priročno vsakdanjemu življenju in hrani, ki jo dajemo vase, ki je sezonska, lokalna, pa da je vse bolj na preprost način. Tako da sta tako nastali potem moji dve kuharski knjigi. So pa seveda, ja, Gary je imel velik vpliv, etika, okolje, pač na koncu se vse poveže. Takrat, ko spremeniš prehrano, se ti pa itak brbončici in okus se ti malo spremenijo. Tako da potem ena stvar gre do druge, na koncu pa smo tam, kjer smo, z dobrimi recepti. In spodbujamo druge, da naredijo isto, pač ne vem, za boljše počutje, za zdravje in seveda za živali in okolje. Ja, ful lepo je to poslušati, pa sploh lepo je slišati vpliv veganskega izziva, zaradi tega, ker kot veste, v bistvu ta webinar danes je v sklopu velikega veganskega izziva, ki ga imamo vsak januar. In ja, ta prvi veganski izziv, ta največji, ki je bil pa leta 2013. Tako da je ful lepo videti, koliko ljudi je že šlo čez ta program. V bistvu s tem mesecem smo presegli številko 20 000 udeležencev, pač odkar smo začeli, tako da se nam zdi, da je bilo veliko vpliva na veliko posameznikov. Sploh lepo je pa videti, kot nekatere, ki pa potem to še nadgradijo in nas preskrbijo še s takimi top kuharskimi knjigami in vsebinami, ker res se mi zdi, da dan danes pa res ni težko biti vegan in to bomo danes tudi nekako dokazali s tem pogovorom, a ne? Ok, evo, mogoče naslednja še Eva. Ja, lep pozdrav vsem. Ja, moja veganska pot se je začela 2017 in v bistvu sem tudi pogledala en dokumentarc in sem čez noč nehala jesti vse živalske proizvode. Dokumentarc je bil What the Health in je ful tak fokusiran bolj na zdravje, pa mogoče tudi na industrijo. Ja, in potem sem se nekako začela ful sama izobraževati na tem področju in raziskovati razne teme in tekom tega učenja potem itak najdeš ogromno enih motivatorjev pa dodatnih razlogov, da res ostaneš vegan še dlje časa. Ja, tako da sem še zdaj. Zaradi tega sem pa tudi začela ustvarjati na internetu, danes imam tudi svoje delavnice, pa blog svoj, Evalicious. Ja, tako da delim recepte in ustvarjanje v veganski kuhinji. Odlično. Ja, jaz zelo rada spremljam vse vaše vsebine. Anja, evo, še ti, to, kar iz avta, Anja je zelo predana. Jaz sem mislila, da bo že rekla, joj, ne morem, ampak ni se vdala, v bistvu se vam danes iz deževne lokacije javlja. Živjo, lepo pozdravljeni. Ja, žal se javljam iz avta danes, ker so malo slabe razmere na cesti in mi do tega webinarja ni uspel priti domov. Ampak sem parkirana zdaj, ne skrbeti. Ne boste se skupaj z mano. Ja, sem Anja in moja veganska pot se je začela že, mislim, da 6 let nazaj. V bistvu sem včasih delala v marketingu in pa sem imela par zdravstvenih težav in sem najprej malo probala vegansko jesti čistko iz nekih zdravstvenih razlogov, ampak potem dlje, ko sem vegansko jedla, bolj sem usvojila tudi nek ta etični vidik, tako da jaz sem danes za pač čist etičnega vegana. In v bistvu, ja, sem pa sicer po poklicu kuhar in ko sem delala v kuhinji, sem zelo hitro ugotovila, da pač si ne želim delati z mesom, da mi je meso pač res taka neprijetna sestavina. Tako da je bil v bistvu tako en tak splet okoliščin pa pol nek tak naraven razvoj vsega skupaj. In to je to. Hvala. Ali samo eno kratko podvprašanje?
kako ti je bilo pa glede izobraževanja? Ste imeli kakšne vsebine, da ste se kaj učili tekom izobraževanja za kuharje o rastlinski prehrani ali bolj nič? Čisto na kratko. Jaz bi rekla, da sem imela drugače na Bicu ful dobre profesorje, nekateri so bili res ful vrhunski, je pa sam program drugače kar staromodno zastavljen, se mi zdi, no, da so res take zelo klasične vsebine, da in barmenstvo in kuharstvo in vse je tako zelo, zelo klasično. So se mi pa v nekaterih vidikih, kjer so se mi lahko kdaj pri kakšnih vajah malo prilagodili, pa smo potem imeli recimo ene veganske vaje ali pa tako, ampak je bilo teh vsebin res zelo, zelo malo. No, lepo slišati, da saj je kaj, ker se mi zdi, da veganskih kuharjev še vedno primanjkuje, pa verjetno je to tudi zaradi tega, ker program tega nekako ne vzpodbuja, tako da, ker večina se mi zdi, da nas je nekih samoukov, ne? Tako da ful je dobro imeti tudi profi kuharje med vsemi nami. Ok, no, zdaj pa kar na naslednje vprašanje. Zdaj, najprej me zanima, a se po vašem mnenju veganska kuhinja ful močno razlikuje od vse jede kuhinje, pa mogoče kakšna živila se nahajajo v neki tipični veganski shrambi. Jelena, dam kar tebi besedo. Ja, jaz tako, ko sem videla vprašanja, sem razmišljala, razlikuje. To se razlikuje, da ni mesa, ne? Torej ni nobenih mrtvih živali in ni nobenih živalskih proizvodov. Vse ostalo, jaz bi rekla, da je pa kar isto, no, jaz vsaj upam, da ljudje čim več uporabljajo nekih stročnic, žitaric, oreščk, semen, tako da to vse sadje, zelenjava, čim več zelenega, tako da to vse je nekako v veganski kuhinji. Seveda je treba gledati, da se je raznoliko, ne, da ni samo neke sestavine. Jaz sem morala biti zelo, tako bom rekla, kreativna, sploh ker sem otroka vzgajala v veganstvu, ampak se kar znajde, ne, tako da iz vseh tega, kar imaš v katerikoli kuhinji, če ne uporabiš teh izdelkov, torej mesa in mlečnih proizvodov, se marsikaj da narediti. Ja, jaz velikokrat rečem, da v bistvu večina ljudi, ki gre na veganski izziv ali pa postanejo vegani, se celo javijo, da v bistvu imajo bolj raznolik jedilnik, kot so ga prej imeli. A ima še katera kaj za dodati na to temo? Evo, pa predlagam, da se kar sprehodimo mogoče prek vseh izdelkov, ki so majčkeno drugačni, kot smo jih vajeni nekako od prej. Se pravi, kakor je Jelena že rekla, vegani ne jemo mesa, pa tudi pač drugih živalskih proizvodov, se pravi mleka, jajc pa izdelkov iz živali. Pa se najprej mogoče sprehodimo kar prek teh področji. Če se začnemo pogovarjati o mlečnih izdelkih, zdaj nekako mnogim se zatakne že pri izbiri rastlinskega mleka. Mogoče kaj na to temo, kaj ne vem, narediti, če recimo nam ne ustreza okus riževega mleka, kakšni so vaši predlogi? Anja, boš kar ti povzela? Ja, z veseljem. Zdaj, rastlinskih nadomestkov mleka na trgu je res ogromno. Zdaj, če greste v kakšen lokal, veliko lokalov žal še vedno samo riževega ponuja, ampak to ni vaša edina opcija. Mleko se danes tudi ko industrijsko proizvaja, že tudi iz ajde, iz konoplje, iz praktično česarkoli, kar se lahko spomnite. In jaz sem prepričana, da na trgu obstaja en, ki vam bo bil všeč. Verjetno bo samo trajalo nekaj časa, da boste enega našli. Za eno tako prehodno obdobje, recimo, je lahko nekaj časa traja, da se brbončice navadijo. In potem po nekaj časa ti je načeloma skoraj vsak dober. Vsaj pri meni je bilo tako. Meni je bil recimo sojin včasih ful za nič in zdaj pač, ker sem že kar nekaj let veganka, mi je recimo sojin ful dober za pit. Ampak recimo v tem prehodnem obdobju, ker si pa mogoče tako noben mi ni čist koka mleko, se mi pa zdi, da mogoče lahko probaš tako, da si kupaš sojinga, ki ima kakšen okus zraven, recimo sojinga z vaniljo, pa recimo na ta način si mogoče malo olajšaš ta prehod, ali pa recimo Alpro meni dela ful dobre proteinske te rastlinske napitke, recimo čokoladno mleko, beljakovinsko, ki je meni identično, kakor mi je bilo prej navadno čokoladno mleko, beljakovinsko. Tako da se mi zdi, da je res ful ogromno nadomestkov, potem pa kasneje si lahko pa začneš mleko delati tudi sam. Se pravi, če ugotoviš, da ti je ful dober iz indijskih oreščkov,
pač v bistvu vse, kar rabiš, da narediš nek rastlinski napitek, je nek vir beljakovin, ne vem, indijski oreščki, recimo soja, pa voda. In to je to. No, glih, to je bilo moje naslednje vprašanje, ker mogoče so včasih, ko ljudje rečejo, da bomo pa nekaj časa jedli vegansko ali pa se odločijo, da bodo postali vegani celo, je velikokrat prva tista reakcija, ko prideš v trgovino, pa vidiš, liter 4 evre ali pa nekaj takega, ne. Se pravi, zdaj cene nekaterih rastlinskih napitkov so precej visoke, ampak v našem društvu zelo pogosto pač se pohvalimo v bistvu, da se z vegansko prehrano celo prihrani. Tako da kakšna bi bili nekako vaši nasveti, napotki za prihranek na tem področju? Tjaša, mogoče ti prevzameš to vprašanje? Ja, seveda. Zdaj tako, ja, recimo, če se obrnemo na določene znamke rastlinskih napitkov, je Alpro sigurno eden izmed dražjih, je pa res, da je eden izmed najboljših. No, vsaj po mojem okusu. Tako da recimo v tem primeru se lahko potem odločite za nakup blagovnih znamk kot Hoferja ali pa Lidla. Mislim, da ne vem, tako sojenje okrog evra, potem ne vem, ovseno mleko je 1,10 €, riževo tudi tam nekje, tako da so kar podobne cene. Sem pa nedolgo časa nazaj zasledila, da v DM-u imajo tudi biolinijo sojenega mleka in je 89 centov. Tako da ta je eden izmed najcenejših, se mi zdi, trenutno. Tako da ja, to je glede cen. Če se pa seveda odločite, da bi sami doma delali mleko, je pa to še ena boljša opcija, ker pa v bistvu ga narediš iz parih centov. Rabiš samo nek vir stročnice, žitarice, oreščka ali pa semena, to zmešaš z vodo, dodaš čajpec soli, zmiksaš in to je to. Ja, res je. Ja, se mi zdi, da kakšne akcije so včasih celo za 60 centov na liter, tudi kakšni Millerji, Eurospini imajo zelo ugodne. V bistvu že vsaka trgovina, ta veletrgovec, no, ima neko ugodno varianto rastlinskih napitkov oziroma rastlinskega mleka. Tako Sigurno da, je fajn spremljati, no, kakšne te kataloge, ko imajo kakšne popuste. ugodni veganski nakupi je ena skupinica tudi na Facebooku, recimo, ki jo lahko za te akcije spremljate pa sledite. Kakor si pa omenila, ja, recimo, ne vem, če narediš iz ovsenih kosmičev, ki so lahko tudi 60 centov na pol kile, pa imaš iz tega v bistvu za 5 litrov mleka, si na kolikih centih na liter, ne? Zelo malo. Je pa res edino to, da ko doma delaš, je potem fajn tudi malo hitrejš porabiti. Sploh recimo ovseno mleko, se mi zdi, da je od vseh najtežje narediti, zaradi tega, ker se tako malo sluz naredi in pač ta usedlina in potem je fajn pač to v 2 dneh porabiti, no. Ampak pri Ja. ostalih napitkih pa zdrži ene 3 dni sigurno. 4. Ja, tule bi jaz dodala, da pri ovsenem je res treba, fino je, da imaš dober blender, če ga delaš doma, in da se ga ne miksa dlje kot 30 sekund, mislim. Pa fino je prej še sprati. Kar se pa tiče ovsenega, ga pa jaz vedno kupujem ali v DM-u ali pa v Millerju, ker sta najbolj ugodna in glih toliko je malo sladko, da ima meni še kar najboljši okus. Tako da ni samo to, da je cena ugodna, ampak sta dejansko za moje pojme in moj okus kvalitetni. Anja, imaš ti tudi še nekaj za dodati, a ne? Ja, sicer ne na temo šparanja, ampak na temo okusa, in sicer, da ima zdaj kar veliko znamk že tudi ta mleka, kot je recimo This is not milk, ki so neke mešanice, tako zasnovane, da čim bolj spominjajo na mleko in po sestavi in po okusu. Recimo Tjaša je prej omenila, da je pač Alpro ful dober. Alpro ima pač ta This is not milk, ki je meni osebno ful okusen, je pa res kar drag. Zdaj ga ima sicer tudi Hofer, pa pride cca 2,5 €. Jaz si ga recimo kupujem samo za v kavo, ker kava je takšna stvar, ker mi je res važen, da ima takšen okus, kakor sem ga bila navajena. Potem pa za vse ostalo pa recimo, kjer pa ne pride toliko do izraza sam okus tega rastlinskega napitka, si pa potem recimo kupim kakšne te cenejše alternative. Super, super varianta, ja.
Zdaj mogoče še za omeniti, da če imate pa kakšno, da imate celo družino in da se pije na hektolitre rastlinskega mleka, sploh za sojinga, recimo, se pa splača celo v aparate kupiti, no, ko pa sojina zrna samo namočeš, vržeš noter in ti on vse naredi, skuha, precedi. Ker z oreščki imaš res tistih 5 minut dela, da si narediš liter mleka. Medtem, če želiš sojinga, je pa treba kuhati, ti se mi pa zdi, da se splača, sploh če imaš velike porabnike v družini. Drugače pa, kakor smo že povedali, ja, pač ogromno ene izbire, pa tudi že veliko ugodnih izbir. A je mogoče Maja, kakšno? Ja? jaz sem hotela dodati, ker glih, Ja. ko je Tjaša govorila in pol Nina, ker se glih, jaz sem se v kuhno postavila, glih zato sem rekla, da bom imela vse pa roke in sem si pozabila, ampak ker sem v kuhni, sem takoj ven zvlekla, sem da pokažem recimo eno tak pripomoček za delati doma neko rastlinsko mleko, torej takole čist taka tkaninica tenka, v katero pol zliješ in scediš. Evo, to sem hotela še pokazati. Tako da za doma delati je res priročno in hiter je, to, ko si rekli, iz teh oreščkov, pa še veš, kaj piješ oziroma kaj daješ vase. Tisto pulpo pa tudi lahko uporabiš in se praktično nič ne zavrže, ne? Torej vse se uporablja. Evo, to sem še hotela dodati, da pokažem. Pogosto vprašanje, kaj se naredi z ostanki teh oreščkov ali pa žit, ki ostanejo pri izdelavi mleka doma. Tole je Vesna vprašala. Mi uporabljamo ali naprimer kokašico polijemo pa pol dam, ali pa ko delam kakšne piškote, ali pa v kako omako, ne, recimo, da so pol čisti, tako so taki zmleti in se komot uporabijo, mislim, variant je, kakor želiš, lahko v slano ali pa v sladko. Super. Ja, tudi Tjaša je napisala nekaj komentarjev, pa v bistvu se pogovarjate tudi. Koliko oreščkov za liter mleka? Ja, jaz recimo dam ponavadi 200 gramov, če delam iz oreščka. Sem pa zadnjič malo eksperimentirala in sem naredila iz sončničnih semen pa konopljinih, tako da je še malo drugače, da niso samo te klasični okusi. Sem dala pa manj, je bilo pa 100 gramov semen, ker pač količinsko več pride. Ja, nekje 100 gramov tudi mi učimo, oziroma ena skodelica je tudi lahko tisti nauč, Ja. pač, da ljudje ne komplicirajo. Tako da oreščke ponoči čez noč namočite, pa potem zjutraj odlijete vodo, pa zmiksate z litrom vode, kakšen ščep soli, pa nekaj malega lahko mičken sladila, sladkorja, kakšen datelj brez koščice. Se mi zdi, da je to nek klasičen recept. Ja, z 200 grami je pa verjetno še bolj hranljivo vse skupaj, ne? Pa tako bolj polno rastlinsko mleko. Ja, recimo, če delaš lešnikovega, pa da daš kakšen kakao, je sigurno boljše, da 200 gramov je. Odlično. Ok, nič, gremo naprej. A je kakšna od vas mogoče dela doma tudi veganski jogurt? A lahko veganski jogurt pripravimo tudi doma? Imate kakšne izkušnje? Jaz sem ga probala, pa se ga da narediti. Ampak to je to, kar jaz vem o tem, tako da glede podrobnosti bom pa prepustila kakšni drugi. Pa če se ga lote, začnite s sojinim, ki ima veliko beljakovin, pa lažje rata. Jaz tudi prav jogurta nisem delala, sem delala v kefir. Ta pač mlečen. V bistvu se sam kupijo take bakterije, ste za kefir in daš v sojino mleko in pustiš čez noč, oziroma še manj kot čez noč, včasih lahko tudi čez dan, par ur na sobni temperaturi in se pol pač naredi kefir. Pa ta mala vrečkica traja ful časa, zato ker ga lahko potem naprej delaš v bistvu sam z malo ostanki tega prejšnjega kefirja, tako da ti potem ful časa zdrži. Prav jogurta pa iskreno še nisem. Super. A kefir si delala pa na kakšni osnovi? Sojino mleko sem dala. Super. Ja, tukaj je še vprašanje od Romane, če so kefirjeva zrnca za vodni ali pa za mlečni kefir. Jaz sem delala tega mlečnega. Ja, vem pa, da Tjaša zdaj dela vodnega trenutno. Evo, to smo tam dobila, ne, pri fermentarnici. Ja, pri fermentarnici se kupi. Mi smo šli zdaj na eno delavnico od fermentarnice, ko v bistvu nam je tudi tam dala te kulture, da lahko narediš ali mlečni kefir, drugače za vodnega so pa zrna posebej, ja. Se razlikujejo. To zdaj glih delam, tako da sem v tem.
Super, vidim, da je bila delavnica updatana, ker nazadnje smo še nismo tega dober zraven. Ja, fermentarnica ima super, pač v bistvu delavnice tudi za te fermentirane sire, pa kako doma veganske sire narediti, pa zdaj še za kefir. Zdaj za veganski jogurt lahko pa jaz na hitro povem, no, da zelo veliko ljudi ga dela iz kokosovega mleka, ker tistega iz konzerve. Pa ja, s temi kupljenimi probiotiki, ki jih imate v kapsuli ali pa v vrečkici, pa v bistvu isto je pomembno, kot pri kefirju, a ne, da date v nek tak kozarc, ki je čist, se pravi, da ga mogoče prej poplaknete z vrelo vodo ali pa vročo vodo, da tudi pol, ko se dela jogurt, da ga ohranite pri nekje tam sobni temperaturi ali pa 24 stopinj, mogoče v zaprti pečici ali pa na pultu pokritega s čisto gazo, no. Drugač pa pol, ko se te kulture zaktivirajo, ko te bakterije začnejo imeti svoj party, ga pa postavite v hladilnik za nekje 4 do 6 ur, da se zgosti in potem imate za kakšen teden v bistvu tega jogurta. Edino, kar je, da pač kupljeni jogurti smo vajeni, da se ne razslojijo, medtem ko te domači se mogoče lahko malo razslojijo, pa jih je treba pa zmešati. Pa imajo pa eni variante tudi iz indijskih oreščkov, iz sojinga mleka, ovsenih kosmičev, kokosovih kosmičev, skratka, tako kot smo se pogovarjali, ni da ni, no. Zdaj, evo, pol pa jaz bi šla na naslednje vprašanje, in sicer, katero smetano za stepanje ali pa kuhanje uporabljate v veganski kuhinji? Anja, si se ti javila, da poveš nekaj na to temo, a ne? Ja, se pravi, v kakšnih teh specializiranih trgovinah se da že dobiti rastlinske smetane, ki se obnašajo tako, kot ta pač in imajo okus po rastlinski smetani iz trgovine. Zdaj, če greste v kakšen Mercator ali pa Spar ali pa kakšno takšno trgovino, to, kar vidite kot rastlinsko smetano, ima skoraj vedno noter dodane mlečne beljakovine, tako da to v večini primerov žal ni vegansko. Samo to, da boste vedeli, samo zato, ker gor piše rastlinsko, da še ni nujno okej. Se pravi, obstajajo v nekih teh bolj specializiranih trgovinah neke alternative, ki se obnašajo isto. Zdaj, te alternative so ponavadi dosti predelane, pa precej drage. Zdaj, recimo, kakšna cenejša opcija za kaj sladkega bi bilo recimo konzerva kokosovega mleka polnomastnega, ki ga pustiš v hladilniku čez noč, pa se potem razsloji, se pravi, se ta krema naredi v tej konzervi noter, pa se recimo to lahko stepe, pa se da kakšen krem fig zraven, da je mogoče malo bolj stepeni smetani podobno, tako kot ideja, se pravi, se da tudi iz kakšnih teh bolj naravnih virov potem to nadomestiti. Nina, tudi ti si imela še en komentarček, a ne? Ja, samo za smetano za stepanje je pa v trgovini vegansko pri nas ta šlagfiks. Res je, da ni glih nekaj iz naravnih sestavin, ampak stepe se pa zelo fino in je za pač kakšne torte vrhunska, jaz vedno to uporabljam. Ampak ja, Anja je dala bolj zdravo alternativo, tako da kokosove je sigurno boljš. Če se pa dela torto in se ne gleda na zdravje, ampak na okus, potem pa priporočam šlagfiks. Ja, pa recimo v Jagru je tudi tuna smetana, če se ne motim, ki je tudi taka ugodna, pa samo to je bolj za vzhodni del Slovenije, ker tlele v Ljubljani na žalost nimamo nikjer dobiti. Jaz bi mogoče še omenila, da pred nekaj časa so začeli tudi podjetje Rama oziroma znamka Rama ima tudi to smetano za stepanje. Ne vem, če jo je katera omenila. Je pa tako, da je treba ne vem, jaz jo v Sparu ponovadi najdem, pa je treba majčkeno pobrskati, ker ni na oddelku zdravo prehrano, kakor ostale, ampak je pač tam med klasičnimi smetanami nekje na dnu skrita, no. Imajo neko mastnejšo varianto pa light varianto. Tako da to mogoče je tudi koristno. Ja, noč, pa pojdimo naprej. Veganski siri. Jih je opaziti že v vsaki trgovini, že vsak veletrgovec ima pač svojo linijo, pa pol še te klasične, kot so Greenvie ali pa Violife. Kateri so pa vaši najljubši, a jih mogoče delate tudi doma? A bi kakšne slovenske znamke sirov omenile, ki so vam všeč? Nina, bi ti povedala? Ja, meni osebno je najljubši od Erike, fermentarnica, ki so punce že omenile. Imam tudi njeno knjigo, nisem se še spravila sama delati po njenih receptih, ker jaz doma vedno pripravim samo
to mocarelo z indijskih oreščkov, pa jo imamo za pico ali pa za v toast ali pa za kakšno omako, tako da ne rabiš do tistega dela, da se mora kaj strditi, ampak samo na žlico vržemo gor in se res super zapeče. Pa najbolj preprost domač parmezan, indijski oreščki, kvasni kosmiči, česen v prahu in sol in zdrži v hladilniku tudi ful dolg časa. To gre pa potem ali na testenine, rižote, enolončence, bilo kaj. Še pod vprašanje, ne vem, če si rekla, kaj daš v to mocarelo za pico. Verjetno Aha, to kakšno- dam pa v bistvu iz indijskih oreščkov, tapioka, pa luščine indijskega trpotca, ostalo pa tudi začimbice, pač česen v prahu, malo čebule, sol, poper, kvasnik posviči obvezno in se zmelje, pogreje in potem rata taka malo bolj elastična, sluzasta zadeva. Jaz se dam kar v steklen kozarček in potem z žličko dajem, ne vem, na pico ali pa v toast. Super. Je tudi recept v tvoji kuharski knjigi, a ne? Ja, seveda, kaj je pa obvezno. Pri nas smo vsi obsedeni s pico in mora biti nek dober sir zraven. Super. Če imaš še kakšna kaj za dodati na temo sirčkov? Ja, jaz sem zdaj za sekundo zginila, seveda, ker sem v kuhinji, pa sem šla do hladilnika, ne. Jaz sem hotela pokazati en sir, katerega mi uporabljamo. Zdaj jaz ne vem, ali se dobi tudi v Sloveniji ali ne, tukaj v Avstriji, ker mi živimo v Avstriji, v Šparu se dobi. Zato mislim, da se najverjetneje tudi v Sloveniji dobi. Kaj je meni tukaj zanimivo, ker je na osnovi krompirja. Torej ni na osnovi kokosove maščobe, ampak je na osnovi krompirja. Je pa moja mami ekspert v delanju teh domačih sirov, torej iz kuhanega krompirja, tapioka moka, mora se zelo mešati, ker to je tako trdo, ne, da ko to vse zavre, seveda začimbe, tale tudi kvas se da noter, česen, moja mama da še suhe olive, tako za okus, to se vse zmiksa, ampak se mora dobro mešati, taka ena dobra telovadba se dela, no, ko pripravljaš ta sir, se ohladi in je ekstra, isto takole za naribati in se super topi, tako da je, lahko kasneje jaz naredim recept, napišem, pa ga Maja ti pol podeliš. Super, ja, z veseljem, ker so se mi kar začele sline malce receptu. Sploh, ko si rekla sušene olive. Ne vem, če smo kaj omenile za tele slovenske znamke sirov, jaz vedno rada pohvalim, ja, fermentarnico smo že dvakrat omenili, oni imajo znamko Čizo, poleg tudi teh delavnic. Potem pa zdaj, na žalost, veganka. Jaz upam, da bojo lahko nadaljevali kdaj z biznisom, ampak so v tem letu prenehali delovati, če se ne motim. Potem pa podjetje Sojve, je pa tudi tako podjetje, ki mnogi sploh ne vejo, da je iz Slovenije, delajo pa v bistvu te trde sire iz čičerike, tudi z različnimi okusi, no. Tako da, če še niste sprobali, najte jih v trgovini pa sprobite. Če ne veste, kje se najde, lahko tudi v komentarčkih kaj pokomentiramo. Zdaj pa veganska skuta. Marsikdo si ne predstavlja, kako bi to izgledalo, kako bi se tega lotil doma. A obstaja to mogoče sploh v trgovini? Kaj lahko, v čem jo lahko uporabimo? Eva, kar tvoja beseda. Ja, mislim, vem, da se da tudi kupiti v trgovinah, ki je na osnovi mandljev ponavadi, ampak jaz jo doma kar sama naredim iz tofuja, zdrobim tofu in potem zmešam z malo jogurta, veganskega, čist sam zaradi tega, da ima tako teksturo bolj skuti podobno, pa malo dam še limone ali pa jabolčnega kisa, da pač čist malo zakisli, tako kot skuta, in pol to uporabljam, ne vem, ali za gibanico ali za kakšne druge sladice skuto. Včasih dam še malo sladkorja zraven, zdaj, če je taka sladka sladica, če pa se gre bolj za slano jed, pa ne. Tako da je ful simple, pač naredi se v parih minutah. Ja, to je to. Super. A ima še kakšno idejo? Mogoče omemba še tisto, da lahko iz mandljevih lističev v bistvu čez noč tudi naredite to mandljevo skuto. Rabite pa 200 gramov mandljev, teh oluščenih, namočite jih, pol jih pa v bistvu 600 mililitrov vode, pa nekje, ne vem,
6 do 8 žlic limoninega soka, v bistvu zblendate pa skuhate, no, pač se pravi zblendate mandlje z vodo, pa nekaj soli, pa to maso zavrete, vržete noter ta limonin sok in v bistvu samo parkrat čisto na lahko pomešate in bo zadeva skoagulirala, pa date to čez tisto vrečko, ki jo je Jele naprej pokazala in pustite čez noč, da se odseje. V hladilniku pa imate to mandljevo skuto. To je tudi good to know, ampak ja, ta tofujeva je pa čist nekompliciran, ta je tudi meni zelo, zelo všeč za kakšne štrukle, gratinirane palačinke, ki imaš takoj, a ne. Pa še Tudi- zelo, zelo hranljivo. Oprosti, ker sem te prekinila. Ja. Tudi iz sojinega mleka se da na isti način narediti, se pravi, sojino mleko se zavre. Mislim, da mora imeti več kot 3,5 gramov beljakovin na 100 ml mleka, zato da rata. In v bistvu ga samo zavreš, noter pol deci limoninega soka ali pa par žlic, se pravi, vročega kisa zlijaš, precediš in se loči in dobiš skuto, je pa ne dobiš prav veliko. Super, super. Tudi ful hitra varianta, ja. Ok, nič, še ta zadnja stvar iz mlečnega veganskega oddelka, veganski sladoledi. Kje priporočate, ali tudi v Sloveniji obstajajo, kje se to dobi, ali se da doma narediti? Nina, boš ti Ja, jaz sem za sladoled dober, jaz dušo prodam, tako da prvi vrsti zame je sladoledarna v Kopru, pač res ima vrhunski sladoled. Zdaj so sicer v tistem koncu tudi Sameja Piranart, oziroma Piranart, Sameja imajo tudi v Ljubljani, ja. Ampak tam sem poskusila samo pistacijevega. Javja je lani tudi v Ljubljani odprla sladoledni vrt, so bili tudi v redu, taki malo bolj kremni. Pa Vigo Sorbeto v Ljubljani, no, je tudi en mojih ljubših, tako da zdaj mislim, da kakšen okus, sam ponavadi so to kakšni sadni ali pa temna čokolada, imajo že kar na več lokacijah. Ampak ja, sladoledarna zmaga. V trgovinah pa zdaj kakšen Lidl ima svojo to znamko Vemondo, so dostikrat kakšne te lučke. Najboljši korneti in najcenejši so sojini v Eurospinu. Mislim, da so tako 4 korneti, 2,5 evra, meni so ful dobri. Drugače ostale so potem te Magnumi, Valsoja, ki so pa majčkeno dražji, ampak pa spet potem odvisno od okusa, pa katere so vzame. So pa že kar razširili ponudbo. Ja, celo sladoledne sendviče najdete v veganski verziji. Ja, sladoledarna jih ima, če naletiš ta prav dan. Jaz tudi še vedno upam, da bom enkrat ujela njihov lava cake čokoladen z sladoledom. Nič ga ne To bom. moram tudi še poskusiti, ja. Ja, ja. Jaz bi sem rada dodala, da sladoledarno mi je Nina priporočala, ne? In podpišem vse, kar je rekla, za res vrhunski sladoled. Meni osebno imajo pa mango boljši v Novem mestu v Marofu. Delajo sami svoj sladoled in mango, ko pride mango, ker imajo več vrst, ampak ko mango pride v istem dnevu gre in res, tudi drugi, kateri niso vegani, ga imajo zelo radi. Tako da, če imate kdaj možnost ali pa greste na kakšen izlet, pa pridete do Novega mesta, Marof. Marof. Še v Novo mesto, wow. Pa še, kaj je že Nabucco v Gornji Radgoni, pa mini golf kafe v Ljubljani, pa čakaj v Velenju je tudi en fenomenalen sladoled, tako da preskrbljeni ste z veganskim sladoledom, ne glede na to, kje v Sloveniji živite, se mi zdi. Je pa res tale, ko je Nina omenila, Eurospin, tile korneti. Meni je to zelo praktično, da ga imamo doma, ko pridajo otroci, pa ne, da nekaj imaš in je to super rešitev. Tako lepo deliš vsem otrokom, lepo je in vsi ga imajo radi, tako da so super tile iz Eurospina tudi. Ja, pa tudi v banjcah so ugodni, pa fajn po okusu, amareno celo. Ja, nič, pejmo še na zdrave viski. Se upravičujem, moj mucek kiha zadnji. Je hotel malo pozornosti. Ok, jajca. Kakšne so različne sestavine, ki jih lahko uporabimo pri peki namesto jajc? Pa ne vem, kako se naredi veganske palačinke? Tjaša, boš ti odgovorila? Seveda.
Zdaj, recimo na mesto jajc, ne, oziroma tako bom povedala, v osnovi se sploh ne potrebuje nekega nadomestka za jajce, ker sama moka po sebi dost veže. To je v primeru, ne vem, če delaš te klasične palačinke slovenske, rabiš samo moko, rastlinsko mleko, pecilni prašek, sladkor in malo olja. In to je to, narediš palačinke. Zdaj, če delaš pa ameriške, pa hočeš res tiste bolj fluffy, je pa fajn, da pač dodaš še nekaj, kar veže. V tem primeru, ne vem, jaz večkrat dam bananin pire, jabolčno čežano, recimo jeseni se lahko uporabi bučni pire, ali pa kakšna semena, lanena semena ali pa čija, no. To je tudi dober nadomestek. Tako da to je to. Maja, odmoteraj se. Pardon. Ja, hvala ti za podroben odgovor. Mislim, da smo vse zvedeli. Tisti, ki ste prijavljeni na veganski izziv, imate pa v bistvu tudi tako celostransko tabelico, kaj vse lahko date v različne jedi namesto jajc. Ampak ja, meni je tudi všeč najbolj ta simpel varianta, da jih kar spustiš, ker v bistvu velikokrat nimajo kakšne pomembne funkcije. Bi še katera kaj dodala, ali gremo na naslednje vprašanje? Jaz lahko rečem, da mi palačinke delamo, jaz ne vem, kaj vse mi, tudi kvinojo damo noter, ne. Gledamo dosti, da je tako malo nutricionistično, da so malo bolj bogate, pa dodajamo tudi kvinojo, če se doda, ali pa samo tile kosmiči, ko so zmleti z vodo, malo se pusti, da odstoji. Lanena semena pa vidim, da je eno vprašanje, zmleta lanena semena damo noter in obvezno, da pustimo malo, da odstoji ta masa in se čisto vse krasno speče, ne. Jaz bi samo dodala, da se pravi pri kakšnih teh bolj enostavnih receptih se jih lahko kar spusti, pri kakšnih malo bolj kompleksnih receptih se pa lahko samo vpraša, kaj je tista stvar, ki jo mi od jajca pričakujemo, da jo bo v tem receptu naredil, a ne. Se pravi, ni ene takšne univerzalne zamenjave, da bi rekel, lahko v vse dam čija semena. Se pravi, če pričakuješ, da ti bo nekaj dvignil testo, a ne, recimo jogurt v recimo biskvitu isto deluje, a ne, tudi je ta leavener, se pravi v testu, a ne, ki ga pomaga dvigant, a ne. Nekaj, kar recimo čija semena ne morejo, a ne. A pričakuješ, da bo to nekaj povezalo skupaj, da to ne bo razpadalo, pol so recimo zmletali lanena semena ali pa čija semena v redu. Če pričakuješ, da bo nekaj ful fluffy, mogoče akvafaba, a ne. Se pravi, kadar delaš kaj bolj kompleksnega, kaj je tista vloga, ki so jo jajca v tem receptu igrala. Ja. Tudi to je recimo v tisti tabelci za vse udeležence veganskega izziva, v bistvu imate tudi to funkcijo tega jajčnega nadomestka, a ne, kakor je Anja poudarila. Katere sestavine bi pa rekli, da so nepogrešljive v kuhinji, če želimo pripraviti neko imitacijo jajc? Eva, kar tebi prepuščam odgovor. Ja, zdaj odvisno, kako vrsto jajc želimo pripraviti. Za kak scramble ali pa kiš je pač pomemben tofu, se mi zdi, da se iz tega najboljš naredi približek. Za omlete pa fritate čičerikina ali pa lečina moka. Za tisti okus po jajcih pa pač je meni najboljš ta kala namak oziroma črna sol. To je ena taka vulkanska sol, ki ima tak rahlo žveplen okus. Oziroma pač tako spominja na jajca, no. Ampak se mi zdi, da je pri vsakem malo drugače, moraš na začetku malo eksperimentirati, koliko ti paše ta okus in da najdeš tisto razmerje, koliko moraš dodati. Ja, evo, Jelena ima. Dobra lokacija, Jelena, zelo dobra Ja, res. lokacija. Ja, sem že sprobala to in mi je super, veš, res. Tako, ko imam kaj, v glavnem vse po roki, kar pozabiš, je vedno doma, tako da super. Odlično, še za vizualen efekt. Ko smo pri vizualnem efektu, kakšna kurkuma, kadar želite tisto rumenkasto barvo jajc, ki jo eni pogrešajo. Evo, in tukaj le vidite, kako izgleda. Kako pa pripraviti tiste ekstra jajčne jedi, kakor so vmešana jajca, kakšna omleta, jajca na oko, trdo kuhana jajca. Jelena, kar tebi pustimo besedo. Lahko. Zdaj sicer jaz ne maram sploh niti ta videz jajc in potem se sploh nisem lotila nekih trdo kuhanih, niti na oko.
Otrok moj niti nikoli ni to jedel, tako da mu sploh ni jasno, zakaj bi to jedel. Tako da pripravljamo pa recimo, kar bi lahko rekla, kot da je neka omleta, mi temu rečemo kakor zelenjavna palačinka. Z lahkoto se pripravlja, sem si gledala, sem pripravila, evo tako izgleda neka čičerikina moka, kjer se pomeša z malo rastlinskim mlekom, vodo, seveda, ko si prej omenila, ne, za barvo damo recimo kurkumo, pa ne samo za barvo, ampak je tudi zdrava, tako da to dajemo, potem damo čebulo v prahu, česen v prahu, malo popra, potem imamo tale prehrambeni kvas, so tile kosmiči, jih tudi zraven noter malo dam. Predtem torej prepražim zelenjavo, zdaj ali so to gobice, ali je to paradižnik, čebula, to malo prepražim. Vse ostale sestavine, katere sem zdaj naštela, te suhe sestavine, pa z tem rastlinskim mlekom, to pa pomešam z metlico in pol uliješ. In ko je zapečeno na eni strani, obrneš in še na drugi strani popečeš. Zelo hitro narejeno, je pa zelo hranljivo. Lahko tudi to recept, pa potli, Maja, potli daš še recept zraven. Ja. Bomo kar v ta Facebook Live lahko prilepimo, no, pol v bistvu lahko tudi jutri ali pa danes, če bomo imeli čas. V kratkem, skratka. Drugače bo pa tudi ta cel video objavljen na našem YouTube kanalu, tako da boste tudi tam lahko pa še vse to pogledali. Kadarkoli je še kakšno ekstra vprašanje, lahko tudi na info@vegan.si, pa se bomo mi povezali, pa vam pošljemo ta prav link, če smo kaj obljubljali, pa mogoče ne bomo, da se pozabi do takrat. Ok, kaj pa kakšni posebni, ja, če kdo želi recept za tudi tale kuhana jajca, tisto, kar je aktualno za veliko noč, eni se radi igramo s temi stvarmi, imate pa tudi na YouTube kanalu od Veganskega društva, jaz sem jih enkrat delala, pa si lahko pogledate. Obstajajo pa še tisoč in ena fora, no, na tem področju. Mogoče še kakšen poseben trik v veganski kuhinji, ki ga nismo še omenili. Zdaj, mogoče, če se kakšna kaj z akvafabo rada igra. Jaz se včasih z akvafabo, torej to je ta tekočina od čičerike, mogoče en tak nasvet, saj pri nas v kuhinji je tako, da mi imamo čičeriko vedno zmrznjeno v zmrzovalniku. To je nekaj, kar brez česar sploh ne gre, zato ker je zelo praktična za namaze delati, torej ko imam zmrznjeno, torej samo z malo zvrele vode prelijem in imam že osnovo, da naredim ali humus ali pa kakšen drug namaz, ali dam kakšen brokoli noter ali korenček ali karkoli, da naredim zelenjavne neke namaze, mi je zelo priročna. Seveda ta tekočina, ko pa ostane, ko se čičerika kuha, se pa lahko uporablja za akvafabo, torej da se stepa. Dobro je, ko ostane ta tekočina, da se še dokuha, da čim več te tekočine izhlapi, da je taka bolj gosta, taka sluzasta postane. In ko se ohladi, je čist taka kot nek gel. Naprimer, kje mi še to uporabljamo, je, ko humus delamo. Torej, namazi iz čičerike dodamo vedno to akvafabo noter, ker je potem tak bolj kremast namaz pride. Ena stvar pa je še, je pa indijski trpotec, ki ga uporabljamo v kuhinji, recimo za kakšne stvari, kjer naprimer mora biti malo bolj tako, da se dvigne, ali so neki knedli, recimo za veganske knedle, in tudi znam naprimer dodati tako eno žličko noter. Tudi evo, mislim, da ga imam tukaj, saj bo manj. Evo, imam tukaj levo, tale indijski trpotec v prahu, sem taka ena žlička se uporabi, recimo zelo malo ga je treba, zelo treba biti pazljiv z njim, ker zelo reagira, ampak je zelo ena taka meni en dober pripomoček, ena sestavina v kuhinji, no. Zdaj ne vem, če ima še kakšno od drugih sogovornic, kako še kakšen drug trik ali nasvet. Ja, jaz recimo z akvafabo sem že delala majonezo, tako da ni potrebe pa potem po olju. Drugače pa za kakšen rižev narastek, tudi recimo stavim akvafabo, pa jo potem umešam. Probala sem že tudi enkrat s palačinkami, ampak tam sem pač opazila, da ni neke potrebe, no, potem.
Tako da ja, no, mislim, da se veliko stvari naredi, sigurno. Pa Pavlova torto se da narediti iz tega. Aha. Ali pa Pavlovo, to. Ja, to sem hotela omeniti, pa je že Anja prehitela. V bistvu lahko tak sneg naredite, a ne enako kot z beljakom, kar je res top. Drugače pa kogarkoli akvafaba zanima, pač to je v bistvu voda po kuhanju katerihkoli stročnic, tako da imate celo skupino, kjer se samo o tem pogovarjajo. Imenuje se Aquafaba Hits and Misses, no, to je sicer na Facebooku, tako da če tam v bistvu je res ena skupina z ogromno informacijo, mi samo o tem. Pejte si kdaj pogledat, res se da zelo veliko različnih jedi narediti. Nič pa še na ta zadnjo temo, se pravi, poleg žit, stročnic, zelenjave, sadja, pač gob, alg in vsega ostalega, kar vegani jemo. Bi pa mogoče še povedali, kaj se da pa zdaj, če se meso ukine iz jedilnika, kaj jemo pa namesto tega. Zdaj, kako sestaviti nekako vsebino krožnika brez mesa? Tjaša, mogoče kar tebi kot dietetičarki prepustimo to vprašanje. Okay. Zdaj, ja, meso res ni problema pač nadomestiti. Namesto tega, ne vem, lahko uporabiš stročnice, ki so vir beljakovin, ali pa potem recimo tofu, tempeh, seitan, kakšne rastlinske alternative mesu, čeprav jaz tega zelo malo uporabljam, ampak ja, načeloma tofu, tempeh, to v večini. Je pa še vedno potem treba gledati, ne vem, recimo, ko si pač sestavljaš svoj krožnik, da poskrbiš, da imaš res vsa mikro in makrohranila gor, ne. Se pravi pač, da imaš nek vir ogljikovih hidratov, to so ponavadi žitarice ali pa škrobna živila, potem beljakovine sem omenila, pač so stročnice, in potem še nek vir maščob. Ali so to kakšna semena, oreščki, ali je olje, recimo olivno, bučno, tako, no. Ja, zelo podrobno smo se tej temi posvečali v bistvu prejšnji teden z Matevžem, kjer je bila v bistvu cel webinar samo o teh tematikah. Tako da, če koga več zanima, glede podrobnosti, si lahko tudi pogleda na YouTubu, je že objavljen, se pravi ta webinar, ki je bil na nutricionistično tematiko. Mogoče samo na hitro, če poveš še, kaj je tempeh, pa mogoče seitan, samo toliko, da te. Okay, ja, tempeh v bistvu gre se za fermentirana sojina zrna, tako da ja, ima zelo tak specifičen okus, je pa sicer itak fermentirana hrana super, tudi za zdravje črevesja, ne, pa za prebavo je dober. Tako da se vedno priporoča, da se tudi da to v pač svojo prehrano. Seitan je pa v bistvu gluten, se pravi, je glutenasta moka, ki je pa pač iz pšenice. Tako da. Ja, pšenično meso tudi včasih rečejo. Tako da ogromno ene izbire, pač si lahko najdete spet tisto, kar je vam všeč, a ne. Tudi ne obstaja več samo, ne vem, sojini koščki, ampak recimo tudi te grahovi so zdaj čedalje bolj prisotni, ki so res dobri, okusni. Kateri mesni nadomestek pa je najbolj ugoden? Nina, a boš kar ti odgovorila? Jaz mislim, da med najbolj ugodnimi, da je ta pač suh sojin granulat, ti sojini koščki, ampak to je potem treba doma pripraviti še, ne vem, za kakšno bolonsko ali za filane paprike, sarmice. Drugače ima pa zdaj tudi vsaka trgovina že skoraj svojega in je tako kot z rastlinskimi napitki, pač treba je najti tistega, ki ti je najbolj všeč, če že pogrešaš meso. Vem, da ima Lidl svoje, Spar, mislim, da je ta glih od kolegice najljubši. Tako da te so majčkeno cenejši kot recimo kakšen Beyond ali pa kakšne take malo bolj znane znamke po svetu. In pa ja, Lidl, Hofer, Spar imajo sigurno svoje in pač treba je sprobati, kjer je po okusu najboljši vsakemu posamezniku. Pri nas se temu res izogibamo, no. Pač na vsake toliko, če imamo kakšno družinsko kosilo, da je še kdo drug zraven, potem kaj pripravim, tako da letos smo imeli zdajle pred 2 tednoma, sem naredila te sojine medaljone v gobovi omaki in sem uporabila te suhe sojine medaljončke.
Ja, tiste recimo je cena tam nekje 80-90 centov, se mi zdi na 100-gramsko vrečko, a ne suhe mase. Tako je. Tako da je res ugodna zadeva. Zdaj tudi te sojni koščki zrezki so suha zadeva, tako da je tudi fino jih za kam, jaz vedno priporočam za kakšno kampiranje ali pa potovanje, ker se tudi ne pokvar, ful je lahko za vruzak, če moraš kam si prinesti hrano. Ampak v bistvu lahko iz njih pripravimo enake jedi kot z mesom. Kako komplicirana pa je priprava, naprimer, veganskega golaža ali pa bologneza. Anja, boš ti odgovorila? Ja, komplicirana je toliko, kolikor si jo zakompliciraš. Se pravi, neveganski mesen golaž lahko skuhaš v 20 minutah, lahko ga kuhaš pa 4 ure. In enako je, če pripravljaš veganskega. Lahko samo namočaš te koščke, malo popražaš čebulo, to malo zaliješ z vinom, s paradižnikom in je to bolognese. Lahko si pa vzameš 4 ure in to pripravljaš ful časa. Tako da ja, se pravi, res zelo odvisno. A ne. Se mi zdi, da pri veganski prehrani je pač isto kot pri navadni prehrani. A ne. Lahko so jedi zelo enostavne in lahko so zelo kompleksne. Ja, se strinjam, ja. Ampak ja, če ne drugega, lahko si vzamete recimo sojine koščke, ono začimbo, kaj že nek fant ali kaj piše kot znamka za golaž, pa že iz tega naredite, pa imate zelo hiter, pa zelo enostavno, lahko pa vse from scratch. Tako da veliko enih opcij, kot je Anja rekla. Kakšni so pa vaši najljubši načini za pripravo tofuja pa tempeha? To so mogoče dve sestavine, ki sta take, včasih jih ljudje enkrat probajo, reče, fuj, to ni zame in pač obupajo. Eva, kaj bi ti svetovala? Ja, točno to sem bila jaz, ko sem prvič provala tofu. In sem, ne vem, ko sem ga videla, sem tako pričakovala, da bo to da bo tako kot nek sir za žar. In pač ni tako kot sir za žar in sem mislila, okay, zakaj bi to sploh dojedel. Ampak zdaj ga pa tako jem, da ga samo vzamem iz hladilnika in ga sploh ne začinim in ga pač kar tako jem, ker mi je pač tako postal dober. Ampak se mi zdi, da pri tofuju velikokrat pozabimo, ker je tako brez okusa in vzame okus v bistvu do vseh stvari, ki so skupaj z njim v receptu. In lahko iz njega narediš res svašta, od sladkih receptov, ne vem, kakšni cheesecakei, tako skuta gibanica, ki smo prej govorili, ali pa zaslane jedi, ali za kak kiš, ali pa tudi recimo, da se ga naribati, pa se ga malo popeče, pa potem zmarinira in pride tako kar nek, kako se reče, natrgano meso. Res lahko narediš iz njega ful stvari, sem pač začiniti ga moč prav. Meni osebno je tako najljubši recept, ki ga delam isto in za tofujem in z tempehom, da narežem na kocke. Pa zraven naredim marinado v bistvu iz peanut butterja, malo sojne omake, malo dam začimbic, pa nekaj za kislino ali kako limono, limeto ali pa rižev kis. In potem v bistvu to zmariniram, tiste kocke tofuja, pa popečem ali v pečici ali v airfryerju in potem dam lahko to ali v bovlice kake, ali pa v ramen si dam tudi ful rada, da je tako malo crunchy. Ja, drugače pa svašta. Jaz imam tudi na svojem profilu na Instagramu tako milijon receptov iz tofuja, se mi zdi. Tudi recimo jajčno solato sem že delala iz njega, svašta lahko narediš. Super. Ja, jajčno solato sem letos prvič v Nemčiji ful hudo jedla vegansko in potem jo je kolega za božič naredil, tako da bom z veseljem poiskala tale tvoj recept. Okay. Drugače pa mogoče še povemo, kaj je v bistvu, dobro, za sejtan smo že rekli, pšenično meso, a ga mogoče katera od vas pripravlja doma? Nobena. Moj mož se ga je lotil in ga je pripravljal, ampak ga trenutno ni doma. Če bi on povedal, jaz vem, da je on speral, da je to v bistvu testo, ki ga potem speraš in to se čedalje bolj tako kompaktno, trdo ratuje in ga moraš večkrat sprati, tako da na koncu sem jaz to njemu prepustila, ampak mislim, da je enkrat ali dvakrat do zdaj delal. Tako da zgleda, da je lažje kupiti pa ga pripraviti, če ga želiš. Zdaj ne vem, ali ima kakšna druga, kaj več izkušenj, ali pa ti, Maja, ne vem. Medva z Rokom smo ga že parkrat delala iz sejtana, ampak v bistvu medva smo kupila to glutenasto moko in to potem ni treba nič sperati. V bistvu zraven doda samo začimbe, vodo in zmiksaš in pol malo gneteš, da ti pač pride ta masa in pol v bistvu to maso
skuhaš. Zdaj eni recimo to zavijajo v folijo pa dajo kuhat, pol druga opcija je pa, ne vem, da lahko narediš tudi kakšne klobasice, pa je pol še spečeš v pečici, tako da, mislim, ne vem, opcije je res veliko, no. Ja, tudi tukaj imate v bistvu tele skupine v smislu Seitan Appreciation Society, take malo hudomušne, kjer se pogovarjajo, kako se z tega seitana, mislim, iz moke naredi vse mogoče stvari. Tako da tudi na vegan.si imate nekaj receptov, ker smo tudi seitan že večkrat delali na kuharski delavnici in iz te glutenske moke, ki je ta hitra varianta, ful dobra, priročna, ali pa tudi iz tega, kjer pač dejansko kupaš ta najcenejšo moko v trgovini in jo spiraš pod vodo. Ja, pač nekaj časa ti vzame, ampak lahko večjo količino seitana pol na zelo pocen način narediš, pa si ga tudi zamrzneš za kasneje. Tako da veliko enih opcij. Katere druge sestavine bi pa še omenile, ki se uporabljajo namesto mesa lahko v veganski prehrani? Mogoče, Anja, ti si tukaj želela povedati nekaj zadev. Ja, jaz bi mogoče samo omenila, da v Sloveniji je zelo zakoreninjen nek tak krožnik, tako meso pa neka priloga zraven. In pol, ko govorimo o teh nadomestkih mesa, se mi zdi, da se mogoče malo to vrti okrog tega konteksta, da pač so ljudje navajeni jesti pač nek šnicel na krožniku in pol zraven recimo malo krompirja ali nekaj. Jaz bi rekla, da v bistvu meni je tako moja kuhinja osebno ful boljša ratala in ful bolj sem začela eksperimentirati in se mi zdi, da sem začela ful bolj zdravo jesti, ker sem nekako šla ven iz tega okvira, da sem začela o hrani razmišljati samo pač kot o nekem viru beljakovin in o neki prilogi zraven, da je ful ogromno ful okusnih krožnikov, ki niso tako sestavljeni. Ja, je res, ja, pač, da v bistvu namesto tistega klasičnega kosila, zrezek, krompir pa solata, pač se ti res odpre milijon različnih jedi pa popestri jedilnik. Ne vem, ja, med drugim lahko, ne vem, tudi gobe so zdaj nekako na obzorju, iz katerih se da ogromno enih zanimivih jedi ustvariti, tako da tudi to si mogoče majčkeno poglejte. Zdaj, vem, da bo Tjaša mogla kmalu iti, tako da mogoče tole vprašanje glede želatine se lahko naknadno vrnemo, pa bi vas v bistvu prosila, no, ker preden Tjaša pobegne, sem hotela vas še vprašati, no. Jaz bom pobegnila. Zamudila, tlele se iz avta javljam, pa še prejšla. Okej. V glavnem, preden greste, bom jaz bolj vesela, če v bistvu poveste najprej, kakšne so kakšne novosti na vaših kanalih, da se majčkeno vrnemo še na to temo, če bojo letos kakšne kuharske delavnice, če imate kakšno novo knjigo, če imate kakšno knjigo v pripravi, če so kakšne druge kulinarične ekspedicije ali pa plani za 2025. Pa mogoče, glede na to, da se vam parim mudi, še en tak glaven zaključen nasvet z vaše strani za vse začetnike veganski kuhinji, ki so v bistvu danes poslušali ta webinar, za vse, ki ga bojo še gledali pol na YouTubu, za vse udeležence veganskega izziva, ki bojo dobili ta link. Zdaj pa Una, ki se ji najbolj mudi, naj začne, pa po tem načinu naprej. Okej, bom kar povedala, se pravi, ja, jaz bi rekla, da meni osebno je bil prvi mesec veganstva ful težek. In ful se mi zdi tako motivacijsko, da rečeš ne, pa ni težko, pa vse se da nadomestiti, pa ful je stvari, pa ziher boš našel nekaj, ki ti bo dober. Ampak meni je recimo prvi mesec vseeno bil ful težek in jaz sem ful stvari pogrešala in recimo ena taka stvar, ki bo mogoče zvenela tako malo zlajnana, pač prvi mesec je bil ful težek, pa ni bilo več. Pa pač najdeš zares stvari, ki so ti dobre, pa ki so ti všeč, pa se naučiš drugače pripravljati hrano. Tako da, ja, pač got to power through it. Ne vem, kaj bi rekla drugega, pač je veliko informacij, ampak pol rata pač ti res to najbolj normalno možno. Jaz ne rabim več razmišljati, kaj v trgovini je vegansko, tako kot da bi nek tak veganski radar razvil ali nekaj. Pač jasno ti je, kaj bo vegansko, kaj ne bo.
Pač ni to nekaj, o čemer bi mogel razmišljati skozi, pač ratati naravno, kaj ješ in kaj ne ješ in kaj si boš skuhal in razvijaš tudi neko tako intuicijo, kako boš prišel do nekih okusov, ki bi jih rad jedel. In to ne rabiš 5 let, to rabiš pač 2 meseca v resnici in to je to. In življenje je takšno, kakor je bilo prej, sam brez trpljenja živali. Zelo dober zaključek. A imaš še kaj za dodati glede svojega kanala, kaj povabiti, karkoli, če bi že hotela izpostaviti? Ja, najlepša hvala. Ja, moj kanal na Instagramu je NoSmoothiesPlease. Ful veliko ljudi me drugače vpraša, Anja, joj, ne piješ smutijev, zakaj tako ime. Sam ful na hitro povem, da gre za to, da se je meni zdelo, ker sem postala veganka, to je bilo pač istočasno, ko sem jaz odprla svoj Instagram profil, da je ful enih receptov, tako kako si pripraviti neke banalne stvari. Tako vsi vegani so samo neke smutije miksali pa neki in meni se je zdelo to tako nerealno dolgočasno in čisto nerealno za življenje, da sem v bistvu začela ta kanal z neko misijo, da pač teh bedastih stvari, kot naredil sem si smuti iz jagode in banane in to je zdaj recept, ki ga delim s svetom, ne bo bilo gor. Tako da iz tle izhaja to ime. Ja, ne morem čisto točno povedati, kaj bom delala, zaradi tega, ker so stvari zdaj za 2025 še v pripravi. Ampak začetek februarja bom pa lahko. Tudi te skrivnosti so nam všeč. Ampak ko sem zasledila tvoj kanal prvič, sem prav čutila ono frustracijo. Mislim, sem vedela, iz kje izhajaš, ker tudi jaz sem imela velikrat take misli, tako, pa dobro, kaj ne moreš cele dneve sam smutije piti. Tako da, ja, saj v veganskem izzivu je kakšen smuti, ampak jih je ful malo, tako da upam, da ste vsi udeleženci izziva zadovoljni z jedilnikom. Tjaša, boš ti nadaljevala? Kaj naj še jaz zdaj tukaj dodam? Ja, v bistvu svoj del. Se pravi, kakšen bi bil okej, tvoj aha. glaven zaključen prav. nasvet za začetnike, za udeležence izziva, pa kakšne novosti nas čakajo na tvojem kanalu ali pa kaj, kar bi rada izpostavila. Lahko tudi še enkrat pač ponoviš, se pravi, Going Plant, a ne? Je Ja. tvoj kanal. Da Okej, si ja. zabeležijo ljudje, da grejo prečekirati, če še niso zasledili. Tako, ja. Se pravi, profil, na katerem delim recepte in pa bolj kulinarične vsebine, je na Instagramu Going Plant. Sicer imam tudi na Facebooku page, ampak tisti res ni aktiven. Tako da večinoma je to. Spletna stran je še v pripravi, enkrat bo, ampak se mi zdi, da to ni tako nujno trenutno. Kaj se lahko kaj pričakuje iz moje strani? Ja, zdaj v februarju bom imela en tak izziv. Izziv bo bolj 10-dnevni, pa bo namenjen ljudem, ki želijo pripraviti mikrozelanje pakalčke, ker se mi zdi, da to je taka ena ful fajn stvar, ki pač vsi bi radi začeli, pa ne vejo kako, pa mislijo, da je ful težko. Tako da jaz bom v bistvu v 10 dneh šla tako od začetka do konca, cel postopek, kako se dela, tako da to se mi zdi, da je en tak fajn dodatek, da ljudje v svojo prehrano dodajo malo več vitaminov, mineralov in da si lahko dejansko tako doma na okenski polici naredi svoj vrt. Tako da to je to. Potem ja, pač recepti so itak skozi aktivni na mojem profilu, pač tudi sodelujem z različnimi podjetji in za njih pišem recepte. Potem pa ja, pač bomo videli, kaj še bo. Mislim, veliko stvari imam v mislih, pa veliko idej. Sem pač, ja, treba je to realizirati še naprej. Drugače pa, še to. Zdaj imamo tudi ponavadi delavnice, no tudi sama imam kuharske delavnice, tako da zdaj v soboto imamo še eno prosto mesto, če bi se slučajno kdo rad pridružil na meal prep delavnici. Tako da ja, to je to za vse pa, ki se želijo pač iti v smeri veganstva, bi pa pač sem predlagala, da pač malo eksperimentirajo, da vztrajajo in pa pač, da če vejo, zakaj so šli v to, bo pač to ziher super odločitev za naprej.
Ja. Ja, jaz sem tukaj med komentarčki, za žreb imamo že pripravljeno, tako da upam, da se bomo znajdli, tudi če kdo še ni dodal priimka. Hvala pa vsem, ki ste upoštevali navodilo. Pa Vida je opozorila sem to, da ne bom jaz kaj zavajala, da fant začimba ni veganska ali da ni več. Jaz vem, da zelo dolgo nazaj je bila, pa očitno so kaj spremenili. Tako da dajte prečekirati vedno sestavine na pakiranjih, ker se tudi spreminjajo, ali pa včasih so, ne vem, se je tudi že zgodilo, da kakšne sestavine kdaj niso navedli, pa so pa napako popravili. Tako da, ja, se upravičujem, jaz že ful časa delam v bistvu golaž, pa vse to iz osnovnih začimb. Tako da to je še čist fora iz zelo dolg nazaj. Tako da se upravičujem, če sem večkrat zavajala. Ja, Anja, hvala, ker si se nam pridružila. Anja je javila, da se mora posloviti. Zdaj pa kar mogoče naslednja, da ne bomo predolgi s temi komentarji, sem hotela samo to vmes omeniti. Tjaša, tudi hvala tebi, če moraš šibati, lahko šibaš, če boš pa še ostala, pa vabljena še za Q&A. Ok, naslednja, kjer se bolj mudi? Eva, boš ti? Lahko jaz, meni se drugače ne mudi, ampak ja. Zaključna misel za vse, da pač samo vztrajte in vsak dan bo lažje. Če se vam kdaj kaj tako ne zdi, da pač ne veste, kako bi naprej ali pa kako bi kaj skuhali, Google je tako najboljši prijatelj na začetku. Vse se da pogooglati in čisto vsi triki so pač nekje na Googlu zabeleženi. Ja, pač vedno lažje bo in vedno več znanja boste imeli in tudi vedno več motivacije s tem, ker se tudi pač učiš nove stvari. Ja, drugače pa mene najdete tudi na Instagramu ali pa na spletni strani Evalicious. Sicer na Instagramu je veliko več receptov, večji izbor, ker sproti ne uspem vsega objaviti tudi na spletno stran. Ja, drugače pa, ja, tako kot Tjaša omenila, imava kdaj skupaj te meal prep delavnice, o tem, kako načrtovati obroke vnaprej, sploh za take, ki pač imamo službo vsak dan, pa se mogoče ne moramo toliko veliko kuhati čisto vsak dan v tednu. Jaz imam drugače svoje delavnice japonske hrane po vegansko, to bomo tudi imeli februarja. Ja, drugače pa, kaj letos planiram, knjigo pišem že nekaj časa, ampak enostavno je toliko drugih stvari, da pač mi še ni uspelo izdati. Upam, da bo letos, se bomo potrudili. Ja, tako da, to je to. Pa hvala vsem, ki ste prišli in ki ste poslušali. No, sej verjetno bo pa še Q&A, tako da, ja, to je to z moje strani. Ja, ker okoli 50 se nas je danes nabrali, tako da super. Kera bo povedla, Nina, boš ti? Ja, tako kot so punce rekle, se čist strinjam, pač, če veš, zakaj to delaš, je vedno lažje. Pa mogoče samo to, če pride kdaj do kakšnega kiksa, da ne vem, ali pa da kakšno stvar po nesreči poješ, kaj noter mleko v prahu, pač ne biti preveč strogi do sebe. In greš naslednji dan z novega, ker tudi jaz sem bila ena tistih, ki mogoče na začetku mi je bilo malo težko in sem si pustila, ne vem, enkrat na leto, da imam opcijo ali dvakrat, da grem v neko pizzerijo in pač jem takrat vegetarijansko. Sicer potem večkrat nisem, mislim, da sem samo enkrat, dvakrat prekršila, da je bilo tako. Ostalo mi pa res ni bil problem. Tako kot je Anja rekla, ta prvi mesec je res težje. Potem je pa vedno lažje in sploh danes, ki je taka širok nabor vseh izdelkov, pač res ni težava, no. Že 12 let nazaj je bilo mogoče malo težje, ker je bil v trgovini en tofu in en sojin mlek. Ja, kar se pa tiče ostalega, za letos najdete me na Instagramu pod Nina Bavdek, na Facebooku imam stran Vegančila, prav tako spletna stran in Vegančila in ninabavdek.com je zdaj novejša. Pripravljam, sicer še v začetni fazi, bojo tudi spletni tečaji, kako narediti vegansko torto recimo, ali pa pač nekaj bo sladicam, nekaj bojo to določeni e-booki, pa obe dve moji knjigi bom prevedla v angleščino, ker na tole rastlinsko kuhinjo za vsak dan, ki je zdaj v prodaji pol leta, so vsi ful navdušeni in so res recepti iz
poznanih in preprostih sestavin, no, ki se dobijo v kakšni večji trgovini. Tako da za tiste, ki ste na začetku, dajte si prelistati, mogoče vam bo prav prišlo, za vse ostalo pa tako kot je Eva tudi rekla, street Google vse ve, smo pa tudi mi na socialsih in mislim, da vsaka od nas z veseljem pomaga. Hvala v imenu vseh udeležencev. Res ste super. Jelena, še tvoja beseda. Ja, tako kot so že prej vse moje sogovornice rekle, torej biti potrpežljiv. Jaz bi mogoče pri temu dodala, da ne se biti nekaj novega sprobati v kuhinji, eksperimentirati. Predvsem se mi zdi pomembno ozavestiti, tudi kar so že omenile, torej ozavestiti, zakaj greš v veganstvo. Torej, kaj s tem pridobiš, kaj s tem, kako pomagaš živalim, kako pomagaš našemu okolju in kako pomagaš svojemu zdravju. Torej, ne se bati, pa tudi naprimer, evo, pri otrocih, moj otrok je od rojstva vegan in se normalno razvija, normalno zdrav, vsak čas mora priti s treninga, pa upam, evo, da bo še prišel, da vas pozdrav. Kakšni so pa naši načrti za vnaprej? Torej, najdete nas na Bite with Zest, imamo in na Facebooku in na Instagramu. Izdali smo knjigo Balkan vegan, evo jo tukaj imam s sabo, kar je bilo, da je lani v slovenščino bila prevedena, ker drugače to je že 4. jezik, kateri je preveden, v angleščini, nemščini in srbohrvaščini, lani še v slovenščini. Letos se pa bolj osredotočamo na delavnice in predvsem na delavnice, kaj narediti oziroma kako pripraviti obroke za v šolo, za otroke. Seveda, če gre za v šolo, gre lahko tudi za v službo, ampak kako pristopiti k temu sploh pri otrocih, pa recimo pri športu, ne? Ker na primer Bor dosti se tudi športom ukvarja, torej kaj pripraviti pred treningom, kaj po in evo, to so nekako naši načrti. Leto je dolgo, pa bomo videli, koliko bomo realizirali vse to. Super. Fino zvenijo vsi te plani za 2025, ko mi čakam. Zdaj pa samo še tale žreb naredimo, da slučajno ne bi pozabili, ker namreč 3 srečne srečnice čaka en tak veganski paketek, med drugim celo v bistvu teli kokolončki od Mikrozelenja Šebenik, ki si glih omenila mikrozelenje, Tjaša, tako da eni bojo lahko to v hitri varianti že zdaj sprobali, potem pa zraven je še kar nekaj čokoladnih dobrot od vegansko.si, Boomboxa, od Leone, tako da veliko enih zadevic se lahko na hitro pokažem, ki imam glih tlele zraven. V glavnem, zanimivo bo. Levice, dobro, nič. Boste videli v živo, kaj prejmete. V glavnem, bom jaz dala samo share screen. Evo. Pa zavrtimo tole kolo, pa 3 nagrajence. Tisti, ki boste žrebani, na info@vegan.si, na društven mail. Evo, se pravi Vida Bombek. Pa še ostali 2 osebi, kar pošljete svoj naslov, zaradi tega, da vam pošljemo paket. Se pravi na info@vegan.si. Evo, številka 2. Simon Skrbinek. Mislim, da si kar krepko zaslužil tole nagrado, zaradi tega, ker si res veliko komentiral, spraševal, čestitke, pa hvala za vse koristne komentarje. Pa še Maša Rajh, evo, ne se pozabiti nam javiti, kar v kratkem, zaradi tega, da vam čim prej pošljemo nagrade, pa izpolnimo svoje obljube. Evo, zdaj pa res hvala vsem danes, tako mojim sogovornicam, super ste, res imamo radi vaše vsebine,
Hvala, ker se vedno odzovete tudi na prošnje našega društva, da lahko skupaj ustvarimo kaj takega fajnega kot današnji webinar, da lahko delimo te koristne informacije, inspiriramo ljudi in pač širimo, pač, če ne drugega, te enostavne recepte, bolj komplicirane recepte, da ljudje vejo, kako začeti in kako nadaljevati. Hvala tudi vsem, ki ste se vpisali na veganski izziv ta mesec. Upam, da so vam naše vsebine všeč, upam, da ste dobili veliko koristnih informacij. Ne pozabite, da izziv poteka celo leto, ne samo januarja, tako da dajte povabiti tudi še vaše prijatelje, družinske člane, znance, sodelavce, da se prijavijo, delite z njimi tudi te vse pozitivne plati veganstva, pač na tak način, da ljudi informiramo, ker je ogromno etičnih razlogov za to odločitev, pa seveda tudi planet pa naše zdravje nista nič zanemarljivega. O vseh teh tematikah imamo tudi webinarje že objavljene od lanskega leta na našem YouTubu, tako da si lahko o nutricionistiki pa teh ostalih 3 temah pogledate podrobne webinarje o vseh teh mogočih vprašanjih tudi tam. Zdaj, mogoče na kakšen komentar ne bomo uspeli odgovoriti, zdaj bom jaz še na hitro pogledala, če imamo še kakšna taka pomembna vprašanja, ostalo vse odgovorimo potem kasneje v komentarjih, ali pa če je še kakšno vprašanje, info@vegan.si, pa bomo vedno najdeli nek odgovor. Se pravi, posnetek bo kmalu tudi na YouTubu, pa seveda smo veseli vaše podpore v Slovenskem veganskem društvu, kadarkoli tudi v obliki prostovoljstva, deljenja vsebin, lajkanja, komentiranja in pa seveda tudi kakšne donacije, če se včlanite, dobite člansko kartico, kjer imate vsaj 10% popusta pri več kot 60 ponudnikih, ali pa če nam namenite tisti procent dohodnine, ki se ga lahko nameni pač društvom, neprofitnim društvom v javno dobro. Evo, zdaj sem povedala vse, kar je še tazga, zdaj pa pojdimo še na kakšno vprašanje, pa počasi zaključimo. Zdaj, veliko smo že odgovarjali sproti, hvala tudi za vse pozitivne komentarje, veliko ljudi, udeležencev se zahvaljuje za vse informacije. Tukaj je bil še en koristen komentar, da je tudi stric ChatGPT zelo koristen, kar se tiče veganskih receptov pa hitrih rešitev, tako da tudi umetno inteligenco lahko koristimo, a ne, in jo usmerjamo, da bo čim več takih veganskih vsebin. A je še kakšno tako vprašanje, kar napišite tukaj v komentar. Zdaj, v delavnici, kje so kuharske delavnice, ste tudi majčkeno že v komentarje napisale, a ne? Ne vem, če ima Kira še kakšno Jaz besedo na... lahko mogoče še enkrat povem sicer, Kar. še tukaj. V glavnem, ja, midve z Evo imamo načeloma delavnice v Dragomerju, v studiu Fržek, ne vem, če že kdo pozna, tam imajo tudi proizvodnjo slovenskega tofuja. Tako da, če se kdo želi pridružiti, lahko kontaktira preko Instagrama, se pravi Going Plant ali pa Susin, ali pa prek Facebooka, no, pa se lahko dogovorimo. Ja, to je to. Za enkrat imamo to lokacijo, če bomo pa kaj spremenjali, pa vedno obvestiva. Jaz sam na hitro pogledam, če so še na Facebook Live kakšna pomembna vprašanja, veliko je komentarjev, veliko je pohval. Ja, se mi zdi, da nič takega, še 3 nova sporočila. Izdelava tofuja, če se splača, a ima katero odgovor na to vprašanje? Ja, mislim, se splača probati, ampak na dolgi rok verjetno ne, ker pač vzame res dosti časa, no, za samo izdelavo. Tako da zdaj odvisno, ne. Zdaj, če si veliko doma, pa imaš čas, potem mislim, da ni problema. Tako ko je isto, ne vem, s fermentiranjem ali pa s takimi stvarmi. Tako da ja. Ja, vem, da ljudje naredijo tudi večje količine, ne, odvisno je tudi, koliko imaš porabo, ampak ja, tofuju je že toliko padla cena, da je v nekaterih trgovinah, vem, da ne vem, v Lidlu je tistih 200 gramov, se mi zdi nekih 60 centov ali nekaj takega, ne, tako da vprašanje je tudi, koliko so ti všeč te trgovinske znamke, kaj enega pa zato delajo doma, ker je pol tak mehek, pa ne vem, pač ga naredijo čisto po svoje, tako da to bi bil verjetno glaven ta plus.
Eno stvar, mogoče, ki še nismo omenili, glede tofuja. Zdaj, načeloma se da narediti tudi iz čičerike, leče, graha, tako nek približek tofuju. Se pravi, ne vem, če narediš lečo, recimo rdečo lečo, zmiksaš v blenderju z vodo, to potem uliješ v ponev in mešaš. Ne vem, minuto, dve na pač visoki temperaturi, masa se potem zgosti in daš v eno stekleno posodo, hladiš in dobiš tak blok. In ta blok potem lahko narežeš, začiniš in imaš pač neke kockice iz čičerike, ki so tudi dosti beljakovinske. Tako da to je res taka alternativa hitra, ki jo v bistvu narediš v 5-10 minutah max. Jaz to zdaj malo več delam, zaradi tega, ker moj partner ima alergijo na sojo. In zdaj pač eksperimentiram, kaj vse se da še narediti, no. Tako da večinoma delam iz kake leče čičerike, pa ful dober je, no. Super, to je treba sprobati. Mogoče še tisto vprašanje, ki smo ga preskočili, se pravi, kaj se pa namesto želatine uporablja v veganski kuhinji? Jelena, ti si pisala, da imaš odgovor. Ja, sicer jaz mislim, da na primer Nina je veliko večji ekspert kot jaz, ne. Jaz se sladic dosti izogibam, ampak vseeno pride pa čas, seveda, ko jih tudi naredim. Ena taka je agar-agar, torej iz morskih alg, ki je narejen, ki se ga domeša, raztopi se ga v vodi in se ga da tej masi, katero želimo, strditi. Meni je na primer mango torto, ko delamo, je, mislim, super odlična. Torej, samo tole vmešaš, zelo hitro se strdi, tako da moraš, ko zavre in ko pustiš par minut, da to kuha, ko uliješ v model, se zelo hitro strdi, tako da je treba mogoče malo pohiteti s tem ulivanjem. Drugače pa tukaj še konjak, moka, koruzni škrob, pektin, pa seveda tudi, ki se nahaja v vseh teh agrumih. Dobi se pa tudi pektin v prahu, ki je za zgostitev. Na primer, dostikrat tudi mi uporabljamo koruzni škrob. Jaz vas moram zdaj zaustaviti, ker mi bor zvoni. Evo, pa lahko Maja ti prevzameš samo za sekundo, da odprem boru. Kar je. Ja, sej, po mojem smo nekako že šle čez, tako da zdaj edino, če bo Bor še prišel pomagati. Bor je res tudi ful fajn inspiracija, je tudi sodeloval pri tej knjigi. Jaz sem ga imela priložnost spoznati, ko smo bili na Vegan maniji na Dunaju in so res čudovita družinca, tako da če še niste prečekirali tele knjige, kar a ima še katera kaj za dodati? Ali počas? Aha, hoj. Evo. Ja, saj v bistvu sem mislila, da kar počasi se zahvalim vsem za sodelovanje. Upam, da bomo čim več takih zadev imeli letos, oziroma da kaj sodelujemo tudi, ko bo VegaFest, ko bojo druge priložnosti. Pa res najlepša hvala, ker ste si vzeli čas. Udeleženci webinarja pa ne se pozabiti javiti za nagrade na info@vegan.si, pa seveda, če so kakšna vprašanja, dajte se nam javiti, pa bomo s skupnimi močmi odgovorili. Hvala vsem, pa prijeten večer še naprej. Hvala za povabilo, Maja. Hvala. Hvala. Pa pridite kaj na Dunaj. Čau. Hvala, Mogoče, čau. Čau. Čau, čau.